Gledališče Živadinova je predvsem dvojnik umetnosti kot celote. Umetnost vseh umetnosti, stroj vseh strojev, supremat. Živadinov se nima za gledališkega režiserja, marveč za konstruktorja združenih umetnosti, kot se je podpisal pod izvirno predstavo 50-letnega projekta. Poleg umetnosti so tu še drugi dvojniki, ideologija in religija kot dve glavi države, čarovnik kralj in pravnik svečenik. Mitologizirana prek pojmovnega lika Hermana Potočnika Nordunga in čudnega atraktorja Živadinova. Če atraktorji ravnovesja, fiksne točke, mejni ciklusi, tori, lepo izražajo boj znanosti s kaosom, tedaj čudni atraktorji razkrivajo njeno globoko fasciniranost s kaosom, kakor tudi konstitucijo nekega kaosmosa znotraj moderne znanosti. In nazadnje, vendar ne na zadnjem mestu, gledališče Živadinova je dvojnik filozofije, Deleuzeovski Theatrum Philosophicum. Če je resnično gledališče po Artaudju dejavna metafizika in če je filozofija po Deleuzu umetnost konstruiranja pojmov, potem je Živadinov resnični gledališki metafizik in filozof. Konstruktor pojmov, ki nenehno ustvarja nove pojme in njihove variacije, retrogarda, telekozmizem, biomehatron, objektil, amorf, telelogija, sintapiens, bot. Gre za gledališko-umetniške konceptualne pojme, ki skorajda znanstveno doslednostjo zasedajo točno določeno mesto v sistemu postgravitacijske umetnosti. V tem gledališču je res vse premišljeno, z občudovanja vredno, matematično natančnostjo. Pa vendar gre za pojme, čeprav gledališke, čeprav umetniške, čeprav tehniške, takšne kot sta Klejev nepojmovni pojem ali tišina Kandinskega, ali pa Zolajev romaneskni pojem. Pojem je množica neločljivih variacij, ki se proizvede oziroma zgradi na ravnini imanence, ko le-ta prereže kaotično spremenljivost in ji podeli konsistenco, dejanskost. Pojem je potemtakem neko kaoidno stanje par excellence, napotuje na kaos, ki je postal konsistenten, ki je postal misel, mentalni kaosmos. Umetnost seveda ni kaos, temveč kompozicija kaosa ali kompozit, kot bi rekel Živadinov, tako kot je njegovo filozofsko gledališče kompozit znanosti in umetnosti. Gre za komponirani kaos, ki ni niti predviden, niti vnaprej zasnovan. Čeprav je predviden, čeprav je vnaprej zasnovan. Umetnost seveda ni ne filozofija, ne znanost, vendar je ravnina imanence umetnosti, ki se nujno dotika filozofske in znanstvene ravnine. Skratka, kaos ima glede na ravnino, ki ga reže, tri hčere. To so kaoide, umetnost, znanost in filozofija, kot oblike misli ali ustvarjanja. Kaoide so realnosti, zgrajene na ravninah, ki režejo kaos. Zglob in neenotnost vseh treh ravnin so možgani. Drugače povedano, filozofija, umetnost in znanost niso mentalni objekti objektivnih možganov, temveč trije vidiki, po katerih možgani postanejo subjekt. Postajanje subjekt možganov, ki so vesolje, kozmos, to je resnično gledališče ponavljanja. Theatrum Philosophicum, igrišče razlike,
ali večno vračanje, ki ni nič drugega kot kaos, moč, ki zatrjuje kaos. V tem smislu bomo za zadnjega in prvega dvojnika, kozmokinetičnega, postgravitacijskega gledališča krutosti, določili samo življenje, moč, ki zatrjuje življenje. Krutost, rečem torej, kot bi rekel, življenje. Pri čemer se je treba spomniti tudi neke druge Artojeve opaske, ki pravi, da je življenje vedno nekogaršnja smrt. Dunja, morava vstopiti v popolnejšo bazo podatkov. Koliko let še imava do smrti?
sledili bogovnu, idiotizmu, kretenizmu današnjih dni, boste morda tudi do mene prišli. In morda porečeva še seveda profesor, uravnavajoč z erudicijo roj vprašanj, da živel je tak peresar in voda neprevreten sovražnih strašanj. Fizično mi končalo, govoriva kot znane znanci. Priglasil sem poezije pod okom, zakoračil čez lirične knjige srca. Moj stih prebil je časov obod in se pojavil grabo kot plima. Jaz nisem navajen, da laskam ljudem. Všestom dekletom pod rožnimi kodri in rdečim rad s čakanjem naslanim. Jaz razvrščam svoje umetnine kot na bojni poljani. In orožje, vse to, do poslednjega prizora, poklanjam tebi, tehnoplanet! Да здравствует анархия! In zdaj na tem mestu mi, igralci, pridemo gor, to je Marko Mlačnik, jaz stojim tukaj v finalu in seveda pol se poklonimo in vi ploskate. Se pravi, bom zdaj predstavitev knjige nadaljevala z bolj suhoparnimi zadevami, z besednimi, ne toliko z podobami. In sicer prva zadeva, morda, če imamo knjigo pred sabo, je, da najprej vsaj malo predstavim njenega avtorja, Bojana Anđelkovića, da povem par besed o njem.
sam sebi pravi performativni filozof, pisatelj in radijski umetnik. In sicer je diplomiral v Beogradu na Filološki fakulteti, magistriral na ljubljanskem ISH-ju s temo subjekta in tehnologije, tehnosubjekta in letos doktoriral na Koprski fakulteti za humanistične študije s temo gledališke in postgravitacijske umetnosti Dragana Živadinova v navezavi na filozofijo Gilesa Deleuza, Friedricha Nietzscheja in Michela Foucaulta. Leta 2002 je objavil knjigo poezije z naslovom Lažni Orfej, tragikomedija v 4 dejanjih. Je tudi avtor številnih publicističnih, strokovnih in znanstvenih člankov. Med letoma 2005 in 2012 je bil kulturni in odgovorni urednik Radia Študent. Je ustanovitelj in koordinator Radarja, odprte radijske raziskovalne platforme. Morda še par besed o sami knjigi, zopet kar tako nekoliko tehnično zasnovanih, potem bomo pa nadaljevali bolj z pojmovnimi, idejnimi zadevami. In sicer samo knjigo smo kar težko spravili skupaj. Kot vidite, je to celo, kot bi rekel Srečko Katanc v zvezi s fuzbalom, maestralno delo. Pač poleg samega teksta, ki je zasnovan izredno micelijsko, pač zapletena struktura z veliko vstopi, kot taka ustreza samemu opusu Živadinova, ki se ga ne sme jemati strogo kot tisto, kar vidimo, kar gledamo, ampak je sestavljen iz vseh možnih idejnih, miselnih vozlišč in temu se v prvi vrsti tudi sama knjiga posveča. Se pravi, poleg tega tekstovnega dela naj opozorim še na debelo, obsežno slikovno prilogo in tudi nenazadnje na pojmovno kazalo, ki ga avtor ni sestavil na tak način, kot se ga ponavadi sestavljajo. Pojmovna kazala se pravi kot nek zbir pojmov, ki se ponavljajo skozi knjigo, temveč ga je zopet strukturiral na način, da omogoča vstope v različne teme, s čimer je bilo ogromno dela. Tako da zaenkrat zdaj predajam besedo naprej, potem se pa zopet zavrtimo. Ne? Je v redu? Ne. Dobro. Se mi zdi, midva z Majo sva bolj komentatorja in kolumnista ob tej zadevi. To je večer, ki je posvečen Bojanu in Draganu, ki sedite na moji desni, Draganu kot objektu in predvsem Bojanu kot avtorju tega herojskega podviga. Nekako, jaz sem bil pač to zadevo vključen malo kot član komisije za doktorat in tako naprej, ampak v nekem trenutku se mi zazdelo, da skoraj da se še ni zgodilo, da bi nek slovenski živi umetnik bil deležen takega tretmaja, ki je ne samo obširen, ampak dejansko v vsaki točki konceptualno in vsebinsko poglobljen in osvetljuje delo Dragana Živadinova iz toliko različnih zornih kotov. Ni se še zgodilo, mislim, to je res, zdi se mi na nek način enkraten dogodek. In zato pač Bojan, res, vsaka čast, mislim, res imam izjemno spoštovanje od tega dela, mislim, zato, da si je prišlo do tega rezultata, najprej doktorata in potem knjige, je bilo potrebno zelo, zelo dolgo in natančno raziskovanje in zelo natančen razmislek o delu Dragana Živadinova. Zdaj, jaz bi mogoče dobro, sem pač filozof ali karkoli. Ste filozof, jaz sem performativni. Dobro, vsaka filozofija je performativna filozofija, po mojem.
Zdaj bom za izhodišče samo en kos, kjer Bojan obdeluje celo zvezo z Malevičem, z nekim začetkom, z črnim kvadratom, z nekim emblemom, ki je bil tako pomemben za Dragana, ki je bil tako pomemben za NSK v enem trenutku. In če se vrnemo, če naredim veliki časovni lok na hitro, če se vrnemo v leto 1913, tam imate cel razdelek v knjigi, ki govori o letu 1913 kot prvi pojavitvi črnega kvadrata na belem polju. Tudi tej operi, ki so takrat uprizorili v okviru te opere, ki so uprizorili Matjušin, Hlebnikov, Malevič, Zmaga nad soncem, ki je ravno zmaga nad soncem kot zmaga nad neko tradicionalno časovnostjo, ki se je odmerila pač sončnimi obrati, z vrtenjem sonca. Če se vrnemo za trenutek v to emblematično leto 1913, mislim, ta Malevičev črni kvadrat je ena zareza tega leta 1913, druga velika zareza je Dušanovo kolo in obstaja še vrsto drugih zarez tega leta 1913, neverjetnega leta. Schönberg je marca 1913 imel sloviti koncert na Dunaju, ki se je končal z izgredi na cesti. Stravinski je maja 1913 imel prvo uprizoritev Sacre du Printemps v Parizu, kar se je končalo z izgredi in prekinitvijo predstave. Kafka je napisal Proces leta 1913, Marcel Proust je 1913 izdal prvi del v Svanovem svetu, Iskanje izgubljenega časa. In Kandinsky je takrat risal prve abstraktne slike. Freud je v tistem času pisal metapsihološke spise. Skratka, imamo neko leto neke izjemne zareze. O tem letu, o tej zarezi govori ta knjiga, Važmanova knjiga, ki jo Bojan tudi uporablja, Objekt stoletja, knjiga, ki je šla pred nekaj leti v slovenskem prevodu, ki postavlja neko preprosto tezo. Če pogledamo 20. stoletje, kaj bi bil tisti pravi objekt stoletja? Kaj je tisto, kar je 20. stoletje pogruntalo novega? In nazadnje se osredotoči ta knjiga na Dušana in na Maleviča, na dva objekta, ki sta inaugurirala modernizem, črni kvadrat na belem polju, Dušanovo kolo. In kaj je objekt tega objekta? Kaj je tisto, kar tvori neko noviteto tega objekta, nekaj, če se še prej nismo videli? Na nek način radikalna prekinitev z umetnostjo reprezentacije in vzpostavitev minimalne razlike. Črni kvadrat na belem polju in nadaljna varianta, beli kvadrat na belem polju. Kaj je objekt te slike? Je samo zgolj minimalna razlika. Kaj je objekt kolesa, ki ga postavi Duchamp v galerijo? Razlika med kolesom in kolesom. Kolesom s množičnim objektom uporabe in kolesom kot umetniškim objektom. Se pravi, vzpostavitev neke zareze, neke minimalne zareze, minimalne razlike, ki razdvaja objekt od samega sebe. Evo, to je objekt stoletja. To je objekt stoletja, ki je inauguriral modernizem. In zdaj, to je pač neko rojstno mesto in zdaj modernizem je šel in napravil svojo veliko kariero, ki se je iztekla tam v 80-ih letih in v neki točki to, kar je projekt, ki ga je začel Dragan Živadinov v 80-ih letih, je projekt nekega povratka k izvorni točki modernizma. K izvorni točki modernizma, ki je zlasti v recimo tej Malevičevi konceptualizaciji, k vprašanju neke minimalne razlike, k vprašanju tega, kaj loči nek objekt od samega sebe. Tudi predstave Živadinova so na nek način vedno zgrajene na ritualih, na številnih tehno zadevah, ampak na nek način vedno upeljujejo nek razmislek o minimalni razliki kot nosilki tako umetnosti kot konceptualnega naboja umetnosti. In jaz bi napravil neko razliko. V 80-ih letih, ko je prišlo do splošne zavesti, da je s projektom modernizma konec, pa pol stoletja več, recimo, da je modernizem simbolno umrl smrtjo Samuela Becketa leta 1989, v 80-ih letih se je začelo pač na veliko lansirati zgodbo o postmodernizmu. Preživeli smo ta veliki modernistični projekt, velike zgodbe, konec velikih zgodb, postmodernizem kot umetnost, ki temelji na palimpsestih, številnih majhnih zgodbah, citatnosti, medbesedilnosti, remakih in tako naprej. In
Na nek prvi pogled bi bilo mogoče videti, da se po teh zelo zunanjih opredelitvah pač umetnost Živadinova nekako opisuje natančno v to, recimo, remake in citatnost, ki je tako opredeljevala neko grobo, široko razumljeno geslo o postmodernizmu. Jaz mislim, da obstaja globoka razlika. Da obstaja neka globoka razlika med tem, kar mislim, da postmodernizem ni koncept na nek način, da je pač neka zelo široka kapa, ki je bolj imenuje neko nelagodje, ki je nastalo po koncu modernizma in v katero je bilo mogoče nametati vse skupaj. To, kar je pa počel Živadinov takrat, kar je tudi počela cela NSK v tistem trenutku, v začetku 80-ih, pa je nekaj veliko bolj natančnega in radikalnega, se mi zdi. In recimo, da ta pojem retrogarde, ki ga je takrat uvedel Dragan in drugi iz NSK-ja, da zaznamuje nek moment ne vračanja, ne preprosto vračanja k nekemu izvornemu dogodku modernizma, ampak njegove ponovitve. In recimo umetnost ponovitve in ponovitev, ki je tako globoko upisana v to, kar počne Dragan. Mislim, in tudi Bojan v knjigi vzpostavlja neko osnovno konceptualni aparat, ki ga tudi Deleuze nekje postavlja, pač teater ponovitve nasproti teatru reprezentacije. Teater ponovitev nasproti mimesis. Ne? In ta gesta retrogarde, se pravi gesta neke ponovitve, natančne ponovitve, natančnega premisleka o tej ponovitvi in gesta samega ponavljanja, ki je bilo upisano tudi v celoten projekt NSK. Ne? Se mi zdi, da je veliko bolj radikalna gesta, kot je to, kar se je nasplošno označevalo z pojmom postmodernizma, intertekstualnosti, medbesedilnosti, citatov, remake-ov in tako naprej. To ni remake, to je ponovitev. Ponovitev je nekaj drugega kot remake. In ta ponovitev je upisana tudi v ta projektno Ordnung, ki se ima ponavljati do leta 2045. In kaj je tisto, kar se v ponovitvi ponavlja? A lahko ponovimo nekaj, kar je nekaj identičnega, še enkrat ponovimo? V bistvu nikoli ne moremo. In tukaj se Bojan pač res upravičeno, zelo srečno, na nek način sklicuje na to veliko knjigo Razlika in ponavljanje Gilesa Deleuza. In Deleuzova teza, zelo, zelo preprosto, je pač v tem, da tisto, kar se ponavlja, je čista razlika. Spravi, tista čista razlika, s katero sem začel, čista razlika med objektom in objekta samega s seboj, med kolesom in kolesom, med belim kvadratom in belo površino. Spravi, tista čista razlika je nekaj, kar je vzmet in predmet ponavljanja, nekaj, kar ponavljanje proizvaja. Spravi, to ni umetnost, ki bi kakorkoli stala v mimetičnem odnosu do neke realnosti, ampak ki v bistvu proizvaja. In v tem pomenu se mi zdi, da cel ta projekt Živadinova nekako ob izteku modernizma dejansko s ponovitvijo v bistvu najde nek drug vstop, nek drug modus mišljenja, ki ni preprosto ta, pustimo velike generacije, pa prepustimo se mnoštvu malih zgodb ali karkoli, ki ni preprosto gesta remake-a, ampak ki poskuša na določen način ravno s ponovitvijo modernistične zareze proizvesti nekaj drugačnega. Toliko. Tanti amici, to ni bilo namenjeno vam, ampak otroku, sam da vidi, da tata je tukaj. Hvala, da smo zaidli v en tir, ki se ne dotika čistega tega gledališča, ker v tej knjigi dejansko, mislim, ne bi rekel, da je to recenzija, ne bom niti omenjal nek pamfletski napis, ki piše, da jaz zaidem na neki stranski tir v tej knjigi. V suštini bi jaz rekel, to, kar sem napisal v tej knjigi, je v tej knjigi. Ne bom tega razlagal, bom probal razložiti, kako je prišel do te knjige. Jaz sem pisal 10 let, prvo predstavo Živadinova sem odgledal leta
2010 in sem zaspal. Ja, skratka, knjiga je nekako nastajala dlje časa, kot sem se jaz ukvarjal z gledališčem in z umetnostjo Živadinova. Predtem sem napisal magisterij, ki se imenuje Tehnologija in subjekt, oziroma subjekt in tehnologija, tehnosubjekt, ki je raziskoval razmerje med tehnologijem in subjektom. In ko sva slučajno, takrat sem bil urednik kulture z Draganom, vsi slučajno slišala, on je imel ta pogovor v Kinu Šiška in je meni klical kot urednika kulture na Radio Študent, če bi mi nekako podprli ta projekt, če se spomniš. 50-urni projekt, potem smo mi predlagali, da bi lahko naredili 50 džinglov za vsako koordinato, vsaka ura je imela en pojem, koordinato, in da bi mi na Radio Študent predvajali vsako uro ta en džingl, ki se razlikuje, in jaz sem takrat šel, prebral sem tih, imeli smo intervju, potem sem bil tam teh 50 ur, v bistvu nisem, ko je Dragan zaspal, po 43 ur je zaspal na stageu, potem sem jaz šel domov spat, potem sem se vrnil na začetek, na konec pa je izgledal tako kot generalka. No in nekako mi se je zazdelo takrat, da jaz bom sam apliciral ta moj magisterij na umetniško delo za Živadinova, kar je tudi nek metodologija Gilles Deleuza, neko svojo filozofijo, kar vzame si nekoga Kafko ali pa Bacona ali pa film, nek umetniški objekt in potem kar iz njega v bistvu naredi, podelezi ga, ne. In sem si jaz tako nekako mislil, da bom jaz sam to apliciral in podelezen Živadinova, ampak potem se so stvari zapletle, tako da zdaj je to v bistvu samo tretji del v bistvu te knjige, ki ima 4 dele. Kako sem sploh prišel do tega koncepta, spet po naključju, jaz sem spet rešil, Dragan, da ne bom tako pameten, ampak anekdotičen, kot ti imaš rad, da budeš, ne. Jaz nisem profesionalni filozof in Gilles Deleuze sem prišel na ključju, kot majhen sem imel rad Friedricha Nietzscheja, ker sem ne vem kako v tej kleti v Prokoplju, ker sploh nijemo gledališča. Je gledališče, ampak tako, ena predstava, 2 na leto in so totalni mimezis, znači pride kao na vasi, v kulturnem domu, ne. Takšen približno, kot ste ga vi zrušili v Vitenju. In potem nekako sem najdel to knjigo, ki se imenovala Friedrich Nietzsche in filozofija. In sem začel brati to knjigo, to je bilo 15 let nazaj in nič nisem razumel, prav nič. In sem prvič vzel kuli, nikoli ne vem v slovenščini, a je kuli ali svinčnik, kaj je hemijska olovka, kaj je obična. Ni važno, vzel sem kuli in sem začel podvlačiti in zelo težko je bilo prebiti se čez tih prvih, ne vem, 50 strani in zelo so suhoparne na koncu. Na koncu te knjige o Nietzscheju pa res se začne tako virtualno dogajati. Več on ne govori o pojmih, ampak tu so samo neki pojmovni liki, Zaratustra, Ariadna, Skratka, zelo hitro se vse to začne dogajati in zdaj, ko nekako pogledam to knjigo, mogoče bi jaz spregovoril to, kar edino jaz vem, o neki strukturi, o neki dinamiki te knjige. Ona se stoji iz 4 delov, en obravnava politični kontekst Draganovega gledališča, drugi obravnava umetniški kontekst, tretji obravnava tehno-znanstveni kontekst in četrti je ta neki spojni mehanizem, to je Draganov termin oziroma pojem, the docking mechanism, to je, ko vesoljska ladja pride
In to je zelo kompliciran proces, by the way, da se en tehnološki modul, da se zatakne od drugega tehnološkega modula izven gravitacije. To je zelo kompliciran perspektivistični problem, ki je v bistvu zelo mejan z umetnostjo in s katerim se ukvarja in Malevič in za njim tudi Rauschenbach, tudi pred Malevičem Florenskij, ruski mistik in matematik in tako naprej in seveda Timur Novikov. Kaj treba omeniti, v bistvu ta spojni mehanizem je nekako to, kar spaja Živadinovo gledališče, jaz ga imenujem Živadinovo, ne bom omenjal zdaj vseh sodelavcev in tako naprej, vsi veste, kdo je kaj naredil in to bo naredila neka druga raziskava, neka kulturološka zgodovinska študija, ta ni, jaz se ukvarjam tukaj predvsem z gledališkim sistemom, mislenim Dragana Živadinova, ne pa z njegovim opusom in sem se veliko truda sem vložil na tem, da v bistvu pokažem, kako to ni, ne gre za en linearen čas, ampak za nek čas ta večnega vračanja, ki je čas iztira, ki se skozi ponavlja, eno gledališče ponavlja drugo, ena predstava ponavlja drugo in tako naprej. Tako da razumem tudi tebe, Dragan, da insistiraš na tem, da smo zdaj na 2/3 tvojega opusa. Čeprav vse življenje delaš na tem, da pokažeš, da čas ni linearen. Ampak tudi o tem govorim, da pri tebi je nekako hkrati tudi to bergsonovsko trajanje, ko bi se reklo življenje, in ta neki relativni čas ali pa čas, ki se večno vrača. Tako da na tem mestu bi prepustil besedo tebi. Hvala. Hvala tudi z moje strani. Jaz res ne bi zdaj, mislim, preprosto kot objekt opazovanja bom dal besedo Maji, zaradi tega, da bom jaz mogoče pol v enem finalu še, kako bi rekel, naredil en izpad. No? Okay. Naj omenim, da je bila celotna knjiga ne samo stališča urejanja, ampak tudi seveda stališča tem zame zelo intrigantna. In sicer mi je predvsem se mi zdi zanimiv ta del zadnje, pod narekovaj rečeno zadnje, tretje faze dela Živadinova, se pravi postgravitacijske umetnosti. In sicer zato, ker vidim v tem neke korespondence, neke navezave na splošno stanje oziroma splošna vprašanja v humanistiki, kulturi, umetnosti sodobnega časa. S tem imam v mislih ne samo pač del umetnosti, ki si prizadeva priti v vesolje, ne le zgolj po nekih daljnosežnih utopičnih vizijah, kot so jih snovali recimo od Maljevič in drugim avantgardisti, tudi v nekem smislu italijanski futurizem z aeropituro, z slikarstvom iz zraka, ampak tudi povsem konkretne primere umetnosti, vesoljske umetnosti, umetnosti onstran gravitacije, ki smo jo v zadnjem času lahko zasledili recimo na Ars Elektroniki in pač drugod. Zdaj, ta in vse te vrste umetnosti, vse te različna prizadevanja pa nam govorijo predvsem o tem, kakšna je naša postavitev tu na območju gravitacije, se pravi gravitacije kot poslednje problematične
planetarne sile, kot jo imenuje Živadinov. Se pravi, v tem smislu nam vrača pogled, da ponovno premislimo, kako je biti človek. Se pravi, pač ta linija postgravitacijske umetnosti in sploh celoten projekt Nordung nas opozarja tudi o tem, kakšna je z tehnologijo oblikovana telesnost kot nekaj, kar je izredno bistveno za sodobnega človeka. Se pravi, nekje v 80-ih, 90-ih letih 20. stoletja se je v zvezi s tehnologijo v okviru kiberkulturne paradigme razumelo, da se bo ta ukvarjala predvsem z vprašanji uma in z tehnološko spremenjenega kibernetskega uma in z vprašanji z softverom podprtega umetnega življenja. Kasneje, po letu 2000, pa se, in tem je tudi projekt Živadinova izredno sodoben in anticipatoren, pa so se začeli ukvarjati tako v teoriji kot v sami umetnosti s tem, kakšna naj bi bila s tehnologijo oblikovana telesnost. Tudi tam, kjer se zdi, da je ni na prvi pogled, se pravi od avatarske telesnosti do zopet spremenjene telesnosti v teh vesoljskih, negravitacijskih okoljih. In vsa ta vprašanja, ki jih mora humanistika, filozofija, kulturologija na novo premisliti, nas zopet vračajo k temu, kaj naj bi bil zdaj ta človek. Ja, mogoče najprej rečem tole postgravitacijska umetnost. Ne? Če vzamemo to Bojanovo knjigo v roke, to ni postgravitacijska knjiga, ampak je tehtna, težka, kako bi rekel, gravitacija. Gravitacija deluje v sami knjigi. Je pa pohvala dizajnerju, da v bistvu je zelo lahka, koliko izgleda velika. Kako bi jaz rekel. Dobro, jaz mogoče, malo nadaljujem to, kar je Maja govorila, pa bi vzel ta termin stroj, ki se tako prominentno pojavlja v delu Živadinova, mašina, stroj in potem tehnologija. Zdaj, seveda je stroj nekaj, kar je bilo tradicionalno dojeto kot nasprotje življenja. Ali imamo na eni strani živo življenje, ali imamo na drugi strani mehanizem, ki je mrtev stroj. Eno ne gre z drugim. Ampak zdaj, če pogledam zopet celoten projekt modernizma, pa zdaj bom šel še bolj nazaj, 18. stoletje, se mogoče ideja razsvetljenstva se je zelo, zelo fokusirala ali kresala v nekem trenutku ob knjigi, ki je napisala Metri, ki se imenuje Človek stroj, Lom mašine, 1748. Ne? Zdaj, ta ideja, da življenja in mehanizma ne moremo razumeti kot dveh nasprotnih polov, ki si konceptualno stojita tako zelo vsak sebi, da med njima ne more biti umestne posredovanja. Zdaj, ta ideja gre že nazaj v razsvetljenstvo. Gre že nazaj v razsvetljenstvo, da človek je na določen način tudi mehanizem, ki ga je mogoče pač strojno pojasniti. Zdaj, a je sama umetnost stroj? A je umetnost mehanizem? Zdaj, to je nekaj, kar se postavlja po robu nekemu zopet celotnemu, spontanemu razumevanju umetnosti, ki stoji nasproti mehanizmu strojnemu in tako naprej, in specialno romantičnemu pojmovanju umetnosti kot prostora svobode nasproti mehanizmu, ki je prostor ujetosti, predvidljivosti, kauzalnosti, determinizma. Ne? In v tem smislu, in tle se sklicujem še na ta prvi del Bojanove knjige, ki govori o političnih dispozitivih in na to besedo, ki je Draganu zelo draga, namreč besedo država. Država in ljubezen. Ne? Država in ljubezen. V nekem dokumentu, ki je pač nastal kmalu po francoski revoluciji, ki so ga napisali skupaj Hegel, Schelling in Hölderlin in tako recimo emblematičen programatski dokument tega, kaj bi bilo treba storiti v tistem času, nastopa ta opozicija. Ta dokument pravi,
Vsi skupaj so ga trije prijatelji pisali, dva največja nemška filozofa pa največji nemški pesnik, ki so bili cimri pač v študentskih letih. Ta dokument pravi, država je mehanizem, država je stroj, ein Räderwerk. In zato jo treba uničiti. Zato mora nehati, ker ne obstoji nobena ideja države. Zato, ker država je mehanizem in v mehanizmu ni nobene svobode. Lahko obstoji samo ideja svobode. Na drugi strani govorite isti dokument o ideji umetnosti, ki pa je ravno ideja. Se pravi, tam, kjer smo svobodni, tam, kjer lahko duh poleti, kreira in v bistvu na mesto te države, ki bi bilo treba razgraditi, ki bi morala odumreti in iz tistega časa izhaja ideja o odmiranju države, bi bilo treba postaviti umetnost. To je bil romantičen program. Umetnost stopi na mesto tistega mrtvega mehanizma, ki je država. In zdi se mi, da je celoten NSK in celotno prizadevanje Draganovo o teh razmišljanjih o državi in o stroju v bistvu temelji na nekem kolapsiranju, nekem neposrednem enačaju med enim in drugim. Umetnost ravno je v umetnosti je nekaj mehaničnega. V umetnosti je stroj. Umetnost samo umetnost je treba razumeti na podlagi mehanizma. Ne se ujeti v to opozicijo, tradicionalno opozicijo med svobodo in mehanizmom, med svobodo in strojem, med življenjem in strojem, ampak delovati natančno na njunem presečišču. Na njunem presečišču, na tisti intersekciji, kjer ne moremo razločiti eno od drugega, ker enega od drugega ne moremo preprosto postaviti vsak sebi. In ravno tisto presečišče, in zdi se mi, da je to eden od vstopov, kako razumeti Dragana in tudi širše cel projekt NSK-ja, to, kar je ta razstava lansko leto prinesla zelo, se mi zdi, fascinantnega, ponovno postavlja pred oči radikalnost tega trenutka. Zdaj se mi, da ravno iz tega presečišča, iz točke indistinkcije, nerazločljivosti, življenja in stroja, svobode in umetnosti in države, recimo, da ravno to je tisti vzvod, ki ponuja konceptualni vzvod, ki ponuja recimo vstop v toliko različnih kreacij, ki so znotraj tega nastale. Jaz bi se mogoče potem navezal prav na ta koncept. Mislim, da nekje v knjigi citiram Deleza, ki mislim, da citira Leibnica, ki mogoče citira nekogar, ki reče: problem z organizmom oziroma s telesom je, da ni dovolj strojasto. Res je, telo je stroj, ampak ni dovolj strojasto. In obstaja koncept, ki ga prvi konceptualizira Antoine Artaud. Artaud je seveda bil umetnik, šizofrenik, pri njem ta pojem telo brez organov, to je koncept, ni imel te pojme, ki ga potem, ni imel te pomene, ki ga potem razvijajo Deleuze v tej knjigi, ampak point je, da ločimo med telesom oziroma organizmom in telesom brez organov. Plastično povedano, telo brez organov je jajce. Organizem pa je lahko piščanec, šurek, dinozaur, vse, kar se rodi iz jajca. Jajce je tisto virtualno. Tisto, kar se rodi iz jajca, je tisto, kar se aktualizira. Kaj hočem povedati? Da v bistvu je jajce veliko več strojasto, kot je ena kokoš. Kokoš ima 2 noge, 2 krila, pa ne vem, odvisno. Iz jajceta se pa lahko rodi marsikaj, ker so noter različni stroji. Skratka, to virtualno in aktualno je dokaj pomembno v tej knjigi in jaz se ne ukvarjam samo s predstavami Živadinova, ki jih, by the way, sploh nisem videl. Mislim, nekatere sem videl na videih, ampak gledati
zdaj ta dogodek na videu, pa še posebej določene predstave, ki je gledalec čist nabit noter ali pa je v enem stroju, ki se vrti ali pa v postgravitaciji gledati na videu, mislim, kaj to pomeni. Nič. Mislim, skratka, nisem odgledal te predstave, lahko pa mislim cel ta sistem, ki proizvede te predstave in kaj lahko proizvedejo te predstave, ker vseeno sem jih veliko tudi odgledal v zadnjih 5 letih, sem ovakih predstav, gor, dol, odgledal veliko, ne. To recimo včeraj nič ni obstajalo, kdaj si ti prišel iz Francije, predvčerajšnjim, ja, se pravi nič od tega, ta stage, video, vedeli smo, kdo bo, ampak smo mislili, da bo navaden, vse je navaden pogovor. Nismo pa vedeli, da bo Živadinov hodijo, da bo Lotrič, da bo Citra. Skratka, hočem povedati, da pri Živadinov nastaja vse to nekako naključno in slava kaosu, živela anarhija. Ok, v vsakem primeru smo se dogovorili, da bomo šli 2 kroga, ne? Zdaj smo nekje v drugem krogu zaključili ga. In seveda, takole je, ker sem jaz zdaj v finalu. Imeli bomo zdravico. Mene je Bojan lepo prosil, je rekel, da ne bi bila vodka danes, no. Mislim, vedno je vodka in vedno pol imamo na zdravje, ampak je kaj je danes? Skratka, častimo francoske filozofe. Ja, in vem, da ti slaviš rojstva, ampak ne smrti, ampak danes nič ne slavimo, ampak zamudili smo samomor Žil Deleze za 5 dni. Ja, Delezov samomor smo 4. novembra se drugače on je skočil čez balkon. Tako, in seveda, zdaj bi prosil, če pripravite konjak, skratka francoski konjak bomo pili. V tem času, seveda, bom pa jaz zdaj seveda to povedal, ker sem hotel v 3 minutah. Ok, 50-letna predstava, postgravitacijska umetnost. Vsi poznate 50-letni projekt, kdor ga ne pozna, roko gor. Mislim, nemogoče, ne, ker skozi že 20 let trobam to. Skratka, vsaki 10 let igram predstavo, premiera je bila 20. aprila 1995. Ja, v knjigi piše, v azilu jo dobite, tukaj, desno. In po premieri je ponavadi gledališka kritika izide. Kritika je šla 5. maja v Liberationu v Parizu na 2 straneh. Zdaj, seveda, ko je kritika v Parizu izšla, je seveda, pustimo to zdaj ego, ampak v naslovu je pisal Maljevič, Meyerhold, Živadinov. Za ego je to čisto v redu. Vse je v redu, ampak to, kar hočem povedati, je pod črto. Ni pa normalno, da v časopisu pod črto piše postscriptum. Skratka, kritik je napisal, če bi kdo rad kupil vstopnice za leto 2005, 15, 25, 35, mislim, da je 25, 45, no, kakorkoli že, naj pokliče na to in to telefonsko številko. In je napisal mojo telefonsko številko. Glejte, mislim, to ni navada v gledališki kritiki, da kritik piše umetnikove telefonske številke. Kakorkoli že, to je pisal, še enkrat citiram, 5. maj 1995, a si daj to pogledal? Ja, tako, ja, res, bral je kritiko, točno. Jaz sem tisti trenutek, ko je zvonil, mene lahko ne bi bilo pri tej telefonu, ne. Telefon zvoni, 98. leta in dvignem slušalko in na slušalki, hello, is another side, Dragan Živadinov? So rekel Živadinov. Yes, who is another side? My name is Christoph Wescher, I'm calling from Hamburg. I read strange article in Liberation magazine. Is everything true what is inside in article?
how are you thinking through? This is not postmodernistic joke? Sem rekel, no. Postmodernism died 1995. I know where his grave. Don't be angry. I just ask you. But if it's everything true, we will help you. How you help me? We will pay selection for astronaut for you, if you like. In jaz sem začel gledati, če je kje skrita kamera, ker moji kolegi iz NSK imajo ful dober okus za črn humor. In kamere ni bilo nikjer, jaz sem vprašal, da mi dali svojo številko, on mi je dal številko, jaz sem ga poklical, vse je bilo res, jaz sem šel na selekcijo za astronauta v Evropsko vesoljsko agencijo. Glejte, prijavljenih je bilo 300,000 ljudi, niti eden se iz umetnosti ni javil in zato so oni mene poklicali, ker se je ta spomnil na ta, tako je rekel, I read this strange article, sam ne piče alkohola, sam imejte v roki, nič narobe, gledajte to, konjak. Ok, in seveda vse je bilo res, jaz sem naredil selekcijo za astronauta in to je bilo 98. Pol smo naredili predstavo v breztežnosti 99. 2005. je bila prva ponovitev. Mesec dni pred prvo ponovitvijo, leta 2005, smo imeli v Magbi v Barceloni velik dogodek. Miha Turšič, Dunja Zupančič, postgravitacijska umetnost. Skratka, z Dunjo in Miho smo imeli ogromen dogodek, bilo je ogromno ljudi in Marko Mlačnik je bil. Točno. Skratka, veste, to je ta euforija španska publika je neverjetna, veste, to je 20 minut, bravo, super, ja, vse živo je bilo. In po predstavi pride hello, my name is André Ratuli. This is incredible. We would like to write this something. You know, this is a really strange story. Okay, how is your name? André Ratuli from Paris. Sem rekel, great. This is my job. I'm artist. I walking up and down, left and diagonal, and you know, this is my job. And after you react, and great, this is great. We will write you for you. And, skratka, in potem so seveda oni res poslali na prvo ponovitev v kozmonavtski center eno zelo pametno dekle. Dekle je napisala tekst, jaz sem brala pred 10 leti to kritiko, ki je bila bolj reportaža kot kritika, moram reči. In neverjetno, pred 10 leti ona je bila bolj navdušena, da je ona novinarka Liberaciona, kot nisem mogla verjeti, da je to res. Po 10 letih sem pa v kozmonavtskem središču Jurija Gagarina, gledam predstavo, za katero sem mislila, da sploh ne obstaja zares, in ne samo to. Jaz sem v vesoljskem središču in ne samo to. Jaz pišem za Liberacion. Skratka, to je bil en tak super tekst 10 let kasneje. Kakorkoli že, potem je se zgodba nadaljevala. In potem smo leta 2011 v Vitanju gradili Ksev, 2012 in Miha in Dunja rečejo, pa kaj če bi mi iz Liberaciona spet poklicali? In jaz sem imel telefonsko številko in kličem na to telefonsko po 7 letih in na drugi strani Andrej Gatuli. Sorry, Dragan Živadinov is here. I don't know if you remember me. Oh, Dragan, who forget you? What is new? Sem rekel, do you remember 50 Years Theatre Project? Yes, normal. We will story developed. Really? And you like to write something for the Liberacion? Sem rekel, yes, of course, because I call you. This is public relation communication. Oh, Dragan, sorry. Do you know who is Hollander? Sem rekel, I know. France president. Yeah, he's my friend. And I go out now from journalism and I am now in politics. I am now senator. But Dragan, we will help you. Somebody come and wrote for this new project. How is the name? CEUT, Culture Center for European Space Technologies. In so poslali eno fantastično, pametno, briljantno dekle, ki je napisala 2 strani na otvoritvi o strategijah novih tehnologij
kulturalizaciji vesolja in kozmifikaciji umetnosti. To je bilo seveda 2012. Francoska kultura me nenehoma spremlja, zato seveda sem ustregel danes Bojanu, sem rekel, ne bo danes vodke, a lahko še klej postrežeš, ampak bo francoski konjak. Jaz alkohola ne pijem. A ste vsi dobili to že? Skoraj vsi, ne? Tako. Zdaj seveda v finalu bom s francoskim konjakom, saj veste, večina poznate to. Joj! Še nekaj bom povedal. Sam še malo držite, vse bo v redu, dajte ga na stran. Glejte, da boste razumeli, kakšen res kompleksen, kompliciran poklic je, ko si poklican za gledališko umetnost. Ko ste vi prihajali noter, ko smo imeli vse pripravljen, je prišel Srečko Fjavž, magister Srečko Fjavž. In jaz ga objamem, ves navdušen, na kar objamem, ker je bil z njim, drugo osebo, jo poljubim in rečem, hej, lepo, ker si Alenko pripeljal. Alenka je njegova žena. Medtem, ko je Mladen govoril, sem zagledal Srečka in sploh nisem, Alenke sploh ni tukaj. Izidorja sem poljubljal. A vi razumete, da jaz nisem videl, da to ni ženska? Jaz sem ga poljubljal, a je bilo nekaj tašnega v zraku, a ne da? Jaz sem bil prepričan, da je Alenka, njegova soproga. Ne, moški, ta prav moški je. In Izidor je briljanten fant. Ok, sam hočem vam povedati, kako pademo v komplicirane procese. Dvignite se, dajte, da vas naučim zdravico. No. Dvignite se. Naučil vas bom kozmonavtsko zdravico s francoskim konjakom. Gledajte. Ok, gledajte, to je obred je obred. Žarka, 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 vroče, 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 žahnjem, zvrnem in iha. Ok. Ker sem iz gledališča, je to zdaj vaja, generalka. Jaz bom vodil. Pasne, žarka, 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 žahnjem, iha. Ok. 1, 2, 3. Žarka, 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 žahnjem, iha. Ne še spit. Laka. Ok. In s tem, ko ga bomo popili, se zahvaljujem in Maji, in Mladenu, in Bojanu, evo ga. 1, 2, 3. Žarka, 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 žarka.